Druga zaporedna preizkušnja v turški pripravljalni bazi bo ostala v spominu kot ena najbolj nenavadnih. Kot ena tistih, ko pogled na semafor ne prikazuje pravega razmerja med priložnostmi in končnim rezultatom. Vmes pa precej dogodkov, ki jih na uradnih tekmah ne bi videli. Spomnimo se, da so dan prej dvoboj s Korejci vodili poljski sodniki. Tokrat so prireditelji izbrali lokalno sodniško trojko, ki pa je vnesla še več nervoze med igralce. Pomočnica še ne toliko, prednjačil je njen kolega s piščalko. Prvi protesti že v 3. minuti, ko je imel po podaji Tavareša Moravac prosto pod vrat. Popoviči ga je ustavil s prekrškom, toda dosojen je bil le prosti strel. O vsaj rumenem, kaj šele rdečem kartonu glavni sodnik ni razmišljal. Potem pa je sledilo nizanje priložnosti v vijoličastem. V 15. minuti je bila sreča romunska zaveznica. Dervišević je iz prostega strela stresel prečko. Dervišević je nato z natančno podajo odprl pot do vrat Mendiju, dvoboj 1-1 je dobil vratar, žoga se je odbila do Boharja, tudi pa njegovemu udarcu brez zadetka. Vratar Vasluja ni imel možnosti za premor, po podaji Filipovića Bohar znova pred vratarjem v 38. minuti, znova pa je bil uspešnejši Katalin Straton, ki je ustavil tudi zadnji poskus Tavareša v prvem polčasu. Kratek premor pred klopjo, vrnitev na igrišče in spet obetavna situacija za Maribor. Po podaji Tavareša pri žogi Bohar ni se izšlo z natančnejšim zaključkom. In takoj zatem uresničitev nepisanega pravila o zapravljenih priložnostih. Prvi udarec v okvir vrat in takoj gol za Vasluji. V gneči v kazenskem prostoru se je najboljše znašel Hrvat Igor Prahić. Vodstvo je pogumilo Romune, po zadetku so zapretili še iz prostega strela, a je Cotman tekmecem preprečil namero. Pred načrtovano menjavo celotne mariborske enajsterice romunski vratar obrani še udarec Filipovića z razdalje, Vasluji pa je uspel priti do povišanja rezultata, strelec Patuleja. In v zaključku dvoboja spet čas za sodnike v glavni vlogi. V 76. minuti novo razburjenje, ob odločitvi o dvomljivem prostem strelu ni zaleglo. Sodnik je vztrajal, k žogi je pristopil San Martean in zadel. Vijoličasti so kljub rezultatu 0-3, ki je bil vse prej kot realen, nekaj želeli spremeniti in po vseh ustvarjenih priložnostih se je mreža tekmecev morala zatresti. Sirku v predzadnjem poskusu še ni uspelo. Je pa namen dosegel Matij Černic, ko je po podaji Metlja nameril za končnih 1-3.
Vasluj, po jesenskem delu šestouvrščeni član romunske prvoligaške druščine, je prekinil niz 7 zaporednih mariborskih zmag. Seveda pa ostaja v Beleku v ospredju druge zadeve. Bila je zelo čvrsta tekma, pomeni Vasluj se je prikazal kot ena zelo dobra ekipa. Vemo, da do prvega zadetka iz kornerja, ki smo ga prejeli, smo dominirali, imeli smo obilo priložnosti, nasprotnik praktično ni udaril na gol, ampak tako je, če ga ne daš, potem je skoraj hitro kazen, da ga dobiš. Sama tekma je dosegla svoj namen, pomeni smo odtekli to, kar smo želeli, smo prikazali v odločnih momentih boljšo igro od nasprotnika in za te strani smo zadovoljni. Tudi brez poškodb smo odnesli, bom rekel, smo tukaj tudi zelo zadovoljni. Kar se tiče rezultata pa ne moremo, enostavno, ker želimo v vsaki tekmi zmagati.